Mogoče bi sam zamenil besedo kontroverzno v tem kontekstu s konvencionalno. Konvencionalno, se pač strinjam. Ja. Če ti konvencionalno razmišljaš, pol ne razmišljaš, bi jaz rekel. Se pravi, kaj so konvencije? Dajmo čisto definirati matematično, tako na hitro, kaj so konvencije. Konvencije so, bi rekel, neka agregacija sporočil, ki jo lahko opišemo kot nek naslov časopisnega članka. In to bi lahko bil neenakost je slaba. To slišimo veliko, ne? Ženske so podplačane v primerjavi z moškimi. 2100, če ne znižamo ogljikovega dioksida, bo katastrofa. Vse, kar ti se spomniš, da si videl v medijih, to so že konvencije. To je po definiciji. In konvencije niso nujno slabe, ampak doskrat pa v bistvu so tudi napačne. In Ful dobro vprašanje bi bilo tukaj, ker ne vem, kakšen je odgovor, ampak a je večja verjetnost, da bo resnica v konvenciji, ali je večja verjetnost, da je neresnica? Moj intuition govori, da je večja verjetnost, da je resnica. Ko pa narediš napake, pa delaš velike napake. Kaj vidva mislite o tem? Ne, moja intuicija je obratna. Moja intuicija je obratna. Se pravi, da je tisto, kar je konvencionalno, ima večjo verjetnost, da ni resnično. Ja, zato ker tisto, kar je konvencionalno, ima več ljudi v nekem tem agregatu in je absolutno doskrat neka kompromisna pozicija. Plus, da je pušana strani ljudi, ki imajo to moč. Se pravi, zato, da je neki konvencija, to ni dober pogoj za resničnost. To ni koristno za resnico, da je neki konvencija. Nič od tega, kar se mora zgoditi, da neki postane konvencija, je v bistvu nujno dober za resnico. Ne? In drugače v scienceu. Science je drugačen. Science nekdo nekaj odkrije in pa se to potrjuje in pa se to potrjuje. Ampak mi tukaj ne govorimo striktno o scienceu. Mi govorimo o temah, ki so v zraku, ki se govorijo. In če pogledaš v preteklost, koliko so se konvencije spremenile? Koliko so se konvencije spremenile? Če ti pogledaš 50 let nazaj, stari, pa 50 let nazaj je oče lahko, ne vem, otroke malo da ne tepu, učitelj jih je tepu, ženske niso smele vod, niso smele to. Če mi gledamo, kako so se konvencije spremenile vsakih 50 let. Se pravi, zdaj je konvencija, da se jih ne tepe, ampak ti bi zdaj obrnil, pa bi rekel, večja verjetnost je, da nimajo prav in se more tepeti. Ne. Jaz bi samo rekel, da konvencije, kot so, neenakost je slaba in je napaka v sistemu. Ženske so manj plačne od moških, to je krivično. To so ene konvencije, ki po mojem mnenju čez 50 let, 100 let ne bojo več tukaj kot ta prave. Ja, ne, zdaj si izbral take, ki se po moje lahko strinjamo. Sam tako generalno sem hotel. Jaz ne vem, koliko se lahko strinjamo. Za take stvari so ljudje odstavljeni iz pozicij. A veš, kaj mislim? A se spomniš ti pred 5 leti, ki je nek iz Google employee bil za nek esej, ki je bil hud esej, je bil zradiran, očrnen in v bistvu odstavljen. Ne? In takrat sem jaz rekel, jaz sem ta esej prebral, stari. In pista, good esej. In zato si ti fired, nekaj se dogaja, ne? Nekaj se dogaja, ne? In zato mislim, da so konvencije, sigurno se moraš spraševati o konvencijah, definitivno. To ni dvoma, nisem to mislil, ne? Midva sem imela tudi dosti debato dolgo o tej cenzuri na internetu, ne? Jaz sem pač na tej poziciji, da ne bi nič cenzuriral, ne? Jaz mislim, da je toliko bolj pomembno, da se pusti govoriti vsem, tudi če delaš napake, zato ker samo tako boš prišel do resnice. Ne? Ampak ta zadeva ni problem cenzure. To je prostovoljna cenzura, kaj mi govorimo. In to je veliko večji problem, kot de facto kitajska cenzura. To je good, vedno imaš bypasse o eksplicitni cenzuri. Se pravi,
prostovoljna cenzura, ki se sploh ne definira kot cenzura, samo cenzura je najbolj kritična. Kar pomeni, da ko ti nekaj poslušaš in to so konvencije, in če ti nisi zelo tak samozavesten, pač močen človek v neki poziciji relativne moči, ti boš tih. Se pravi, jaz ti povem konstantno milijon primerov, ti povem tipičen primer v moji službi. Jaz sem nek middle grade v smislu začetka pa konca, ne? In mi imamo neke klice s šefom enim za naš grade, kako se počutimo, kaj se dogaja, kako cool je v bistvu cilj teh klicev, ne? In mi zbiramo teme, kaj se bi v tem stvarih pogovarjali, ne? In on reče, vse mi povejte, full cool guy reče, vse mi povejte. In mi damo servi 100 v našem gradu. Nazaj ne pride nič ne pride nazaj, folk se niti ne potrud, pol je na klicu in je tih. Razumeš? Ta klic se pogovarjamo o 3 stvareh. Jaz imam eno stvar, en friend ima eno stvar in še ima eno stvar. Mi se pogovarjamo o ljudeh, kaj se rečem stari stop. Mi se moramo o resnih stvareh pogovarjati, ne? Drugi so tih, se pravi, večina ljudi je tih. In to moš ti vedeti. In to, da je neki konvencija, že pomeni, da če si ti tih, ne pomeni, da se strinjaš. Mogoče pomeni, da sploh o tem ne razmišljaš. Ne? Ampak o tistih, ki o stvareh dejansko razmišljajo, boš videl, da je konvencija čist nekaj drugega, kakor je konvencija na LinkedInu. In to je problem. In problem je še to, da ko imaš ti neko mnenje, kaj ljudje zares razmišljajo, ni isto, kaj je v zuni. In ti imaš izkrivljeno perspektivo, kaj se sploh dogaja, ker ti ne govoriš dejansko z ljudmi in ne slišiš, kaj oni dejansko razmišljajo. In ta gap med tem, kaj ljudje razmišljajo in kaj je na internetu, je o temah konvencijskih giant. In to je ful problem. Ne? Tukaj bi mogoče izpostavil, kako je to Paul Graham zelo lepo orisal s primerom mode v tem eseju, kjer je rekel, da fashion is invisible, oziroma moda je nevidna. Se pravi, v trenutnem času je moda pač nek način oblačenja. In pol on da fantastičen primer, ki reče, poglej si ti slike iz svoje srednje šole. Ne? Dobro, zdaj nekdo, ki je srednješolc, se pravi, poglej slike izpred 15-20 let in boš videl, da boš ponavadi rekel, kako smo se lahko tako oblačali. Ker se je ta konvencija o modi se je pač spremenila. In zelo lepo reče, pač moda je, se pravi, kdo narekuje modo? Modo narekuje nekdo, se pravi nek influencer, nekdo, ki ima nek družben položaj, status in nekako lahko vpliva na to, kaj si drugi ljudje mislijo, in ta mora izstopati. Se pravi, ta, ki narekuje modo, mora izstopati z nekim drugačnim načinom oblačenja. Potem pa, da to rata modni trend, se pa vsi začnejo tako oblačiti, da ne izstopajo. In to mi je bil tako ful dober oris, da je to idejo v bistvu, o čem se mi ne smemo pogovarjati. Ne? Ker vedno moraš gledati ta zgodovinski kontekst. Se pravi, pol da tam primer recimo teh lastnikov plantaž. Se pravi, če si bil ti nek belc na jugu Amerike v 18. stoletju, 19. si po vsej možni verjetnosti verjel, da so črnci namenjeni pač za neko težaško delo in da so manj vredni ljudje, oziroma da niso enakopravni, enakovredni belcem. In seveda gledati to idejo skozi današnjo prizmo razumevanja, veliko ljudi bi rekli, ne, jaz ne bi bil lastnik sužnjev. Ampak fora je, da bil bi lastnik sužnjev in verjel bi v to, a ne? Verjel bi v to. In tu podpiral bi Hitlera, ki je podpiral 70% ljudi. Se to imaš tudi Milgramov eksperiment, ki dokaže, da ti v določeni situaciji bi verjetno. Ne? Tako, in vedno se moramo spomniti na to, da zdaj
so pač neke konvencije. Jaz sem prav tako razmišljal, ker sem se malo pogovarjal o tem, sem tako razmišljal, kaj je danes neka taka konvencija, ne? Ali pa nekaj, kar bo mogoče v prihodnosti se bo ljudem zdel insane, ne? In mogoče smo to tudi kdaj omenili, recimo po moje bo uživanje mesa, ne? Oziroma uživanje živalskih izdelkov, pa seveda avtonomna vožnja, oziroma zdaj vožnja, ne? Ljudje so na cesti in enkrat, recimo čez 100 let, ko bo ves ta transport avtomatiziran, bo verjetno ljudem noro, da smo mi sedeli v avto, ki gre lahko, pač kjerkoli imaš, ampak rečemo 200 na uro, ne? In smo se na regionalni cesti vozili en proti drugmu, ne, oziroma en pas, drugmu, tako, ne, in tako, kako ste lahko, valjda je bilo toliko smrti, a ne, ker ljudje, ne vem, so zaspali in so se čelno zaleteli, ne vem kaj, ne. Ampak kaj pa v obratnem smislu, ne, kaj danes ni konvencija in je že čuden, če danes skoraj razmišljaš ali pa to tako delaš, pa bo v prihodnosti konvencija. To je bistveno vprašanje. Ja, to je pa potem druga plat tega kovanca. Ampak ja, samo boje se mi zdi dosti pomembno. Je, ampak zadeva, da ti danes voziš avto, pa ga boš v prihodnosti avtonomno, ali pa danes ješ meso, pa ga pol ne boš. Danes tudi lahko ne ješ mesa, pa ne bo noben nič naredil. Danes tudi, veš kaj mislim, to je fundamentalna. Te primeri so blagi. Dajmo iti neblage, ne? Ja. Ok, no, a si razmišljal o neblagih? Ja, o neblagih je pa težko razmišljati, seveda, ker si ujet v konvencijah. Tako. In to je ta pointa, ne? Da ti, se pravi, moda je nevidna. Jaz zdaj ne vem. Kaj da bi vprašal, čez 2 leti kakšne bojo hlače, ko bojo moderne? Zelo težko. S katero konvencijo, ki je danes zelo zasidrana, da definitivno ima smisel, se ti intuitivno preprašuješ vsaj. To je, pa bi rekel, je to sigurno ta finančni aspekt tega bančništva, ki je danes ki je konvencionalen. Se pravi, monetarne politike centralnih bank. To se mi zdi, ko se v to poglobiš, a ne, si tako, pa to je insane. Se pravi, da lahko, se pravi, tem še reče fractional reserve banking, ne, ne vem, kakšen je slovenski prevod. Fraktalno bančništvo, ok. Ne, ni fraktalno, to je tujka. Bančništvo, ki temelji na nekih rezervah. Pač čisto delnih rezervah. Delnih rezerv. Da to rečemo. Recimo, da je ta sistem 10%, cel denar, ki ga dobiš, ga moš imeti na računu, ostalo ti v bistvu posodiš naprej. Ja. In tako se denar duplicira v sistemu, ker jaz lahko te posodim, ti daš 10%, da stran še enemu posodiš in tako naprej. Imamo kar enkrat posojil. In če je to 10%... Ja, pa unka si je sposodil, da v drugo banko in una banka spet to naredi. Tako, tukaj je pointa, ne? Ja. In to je ta denar, ta količina centralnega denarja, če je 10% to, kar moš ti zadržati na računu, je to 10x, se pravi iz 100 milijonov. No, in zdaj sem se spomnil, kaj je konvencija, kar je tudi zakonom prepovedano, da boš ti rekel, dajmo vsi dvigant cash iz bank. To je una ultimativna... Tako. Ja. In to je recimo nekaj, kar jaz mislim, da je zdaj družba, a ne, je zaradi tega na slabšem. In bo, po moje, enkrat se zgodila neka evolucija tega denarnega sistema, ki bo to probala spremeniti. Ne vem kako, ne, se pravi, neke ideje pač zdaj so v zuni, tudi pač Bitcoin je ena izmed njih, ampak to se mi zdi recimo ena taka stvar, ki ni tako nedolžna, ne.